tretjega odstavka 8. člena pravilnika o priznanjih predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar je predsednica Republike Nataša Pirc Musar odločila o podelitvi priznanja predsednice Republike za delo na področju človekovih pravic. Priznanje predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar za delo na področju varstva, zagotavljanja in uveljavljanja človekovih pravic ter prispevek k krepitvi družbene zavesti o pomenu varovanja človekovih pravic v letu 2024 prejmejo izbrisani. Izbrisani so slovenska zgodba. Zgodba o arbitrarni in sistemski krivici oblasti, ki je hipoma črtala in izbrisala iz življenja Republike Slovenije celotno skupino ljudi. So najbolj množična kršitev pravic v zgodovini samostojne države Slovenije. Kršitev izbrisa pravic, ki še vedno ni dokončno odpravljena. Izbrisani so do osamosvojitve tvorno živeli med nami in prispevali svoj del slovenski družbi, dokler niso več mogli in smeli. Prisiljeni so bili postati zagovorniki človekovih pravic, zagovorniki v pravem pomenu deklaracije o zagovornikih človekovih pravic Organizacije združenih narodov. Generalna skupščina OZN je to deklaracijo sprejela 9. decembra 1998 za širjenje prostora delovanja civilno-družbenih zagovornikov človekovih pravic in njihovega varstva. Posamezniki in posameznice, ki so jih slovenske oblasti leta 1992 izbrisale iz registra stalnega prebivalstva in s tem odvzele vse uradno pripoznane pravice obstoja in življenja v Sloveniji, so si 30-letja vse skozi neutrudno prizadevali, da bi bile krivice popravljene. Preživeli in preživele izbrisa so si samoorganiziranostjo in vztrajnostjo sami uspeli zase izboriti spoštovanje človekovih pravic. Zato so morali uporabiti vse domače in nato še mednarodne mehanizme za zaščito človekovih pravic. Svoj boj so bili javno, s tem pa so večjo pravno varnost izborili tudi za vse prebivalke in prebivalce Slovenije. Sodbami Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Evropskega sodišča za človekove pravice so dosegli, da si je status lahko uredila približno polovica izbrisanih, ki so bili upravičeni do odškodnin. Boj izbrisanih ni bil boj samo za izbrisane. Vse skozi je bil to tudi boj za pravno državo, kjer se spoštujejo pravice vseh prebivalcev in prebivalk. Ta boj še vedno traja in izjemna predanost izbrisanih se danes nadaljuje. Krivice izbrisa še vedno niso popravljene in tudi več kot 30 let po izbrisu imamo še vedno osebe brez stalnega in tudi brez začasnega prebivališča, brez prihodkov, pravice delati, brez pravice biti. Njihov položaj lahko razreši le zakon, ki bo dal pravno podlago nujnim ukrepom. Mnogi od preživelih izbrisa so v zadnjih letih umrli. Še živeči, ter njihovi potomci in potomke danes vztrajajo v prizadevanjih, da se ne pozabi na nikogar in da ne bo nihče ostal zadaj sam. Izbrisani delujejo skozi ustanavljanje in sodelovanje v okviru različnih društev, pa tudi prek neformalnih oblik združevanja in delovanja. Prav vsak od njih se je, bodisi javno, bodisi v zasebnem življenju, boril za to, da si povrne kar mu ali je država nezakonito odvzela. Priznanje predsednice Republike Slovenije zato prejmejo vsi izbrisani.
Spoštovana gospa predsednica, hvala lepa za to priznanje. Mislim, da izbrisani so končno dočekali še eno priznanje, da so delali na dobre poti, da smo se borili za pravo stvar. To priznanje ni samo stvar enega društva, temveč vsakega izbrisanega, ali je to bil na ulici ali je doma delal. In ne samo izbrisanih. To je tudi priznanje za vse tiste, ki se nas podpirajo v dolgih desetletjih našega boja, od socialnega centra do mirovnega inštituta, Amnestija, zadnje leta upravljanja mreže za varstvo demokracije, tudi za vaše priznanje. In to priznanje ne bo spodbudilo za naprej, kaj ti izbrisaš ni pravice. Pravice izbrisanih so še pač niso še urejeni. V Sloveniji vemo, imamo še izbrisane, ki so brez statusa. Da bi uredili te njihove pravice, je potreben zakon. V Sloveniji nima zakona o izbrisu. Ne ragaj, ampak je važno samo 3 leta in od takrat je zakon, kar se zakoni gospod predsednici Republike Slovenije Nataši Pirc Musar za pobudo, ko smo pač skupaj z inštitutom Amnestija upravno mrežo napisali osnutek zakona, upam pa, da apeliram na vlado, dajte mi čez sprejeti to, dajte malo pogledati in končajte to kalvarijo z izbrisanimi. In izbrisani smo pa trpeli v teh naših letih boja, marsikaj, od groženj, od poniževanja, od pljuvanja, ampak nismo se dali. In še zdaj se borimo in ne bomo nehali, dokler bo vsekali izbrisali Sloveniji. No, kaj bi povedal, žal mi je, da ni teh ljudi, ki so zelo zaslužili za to priznanje. To so Aleksandar Todorović, Mirjana Očakar, Ana Mezger, Milan Mekut, nažalost so pokojni, niso dočekali tega priznanja. To povedali zaslugi tudi njihov. Za konec še enkrat, gospa predsednica, hvala lepa in gremo naprej v razvoj.